Lep dober dan, spoštovane novinarke, dragi novinarji, hvala za vašo udeležbo na današnji novinarski konferenci. Zakaj novinarska konferenca? Mogo rečejo, vsi poslanci so zdaj na dopustu. Ne drži, Nova Slovenija ni na dopustu in če že smo na dopustu, lahko rečem, da pripravljamo tudi dobre predloge, rešitve za zahteven čas, v katerem se ta trenutek nahajamo in še zahtevnejši čas, v katerem absolutno ne le Slovenija, ampak tudi Evropska unija, ostale države tega sveta, se bomo kaj kmalu znašli. In ta čas zagotovo zahteva in terja skupne, ne le korake Nove Slovenije ali pa vladne, ampak skupne, odločne korake, da bomo lahko kos izzivom, pred katerimi se nahajamo. Ampak dovolite, da se najprej ustavimo davčni reformi, ki jo predlaga vlada. Zdaj, številni ugledni gospodarstveniki, ekonomisti in podjetniki so si absolutno v tem primeru enotni, da je bila davčna reforma, ki je v Sloveniji končno razbremenila delo, eden od boljših ukrepov pretekle vlade. In naj povem, da ta predlog je nastal v Novi Sloveniji, za kater predlog je zbral tudi 25,000 podpisov državljank in državljanov, in smo to takrat porinili naprej, da je potem nenazadnje Državni zbor ta predlog tudi sprejel. In ja, ljudje so razumeli in razumejo tudi danes, da prejšnji zakon prinaša višje plače za vse. Torej, sporočilo ljudi je jasno. Višje plače pomenijo, da ima vsak državljan, vsak zaposlen v denarnici absolutno več denarja in to podpirajo. Mi ljudem zaupamo in verjamemo, da ljudje iz 1 evra znajo narediti 2 evra, znajo narediti več in absolutno to je dobro potem tudi za samo državo, tudi za sam proračun države. Torej, mi pozivamo vlado v tem primeru, da prisluhne znanim ekonomistom, strokovnjakom, da prisluhne gospodarstvu, gospodarskim organizacijam in združenim v tem primeru in da ne odpravlja te dobre rešitve za ljudi zgolj zato, ker jih je sprejela neka druga vlada. To zagotovo ni prava pot in če bo nova vlada vedno odpravila neke dobre rešitve, ki so nastale v preteklosti pod prejšnjo vlado, bo to zagotovo pomenilo, da bo Slovenija ves čas stopicala na mestu. Stala bo na mestu in nikoli ne bomo mogli doseči tistega pravega razvojnega preboja. Torej, predlog, ki je pred nami, torej davčna reforma, pomeni nižje plače za vse. To ne menimo le v Novi Sloveniji, to menijo tudi ugledni ekonomisti. Nazadnje glede predlagane davčne reforme je tudi eden izmed častnik Finance izračunal, da se bodo v letu 2024 plače znižale prav vsem. Torej, vsem zaposlenim. Na letni ravni bo minimalna plača nižja za slabih 100 evrov, povprečna plača za 217 evrov in dvakratna povprečna plača pa bo nižja za kar 432 evrov. Ampak, drage novinarke in novinarjem, pozor ob tem. Vse to ob predpostavki zgolj 10% letne inflacije. Kaj nam kažejo trenutni podatki? Po zadnjih podatkih je medletna inflacija junija v Sloveniji znašala že 12,5%. Torej, realno bo znižanje plač še višje kot predpostavki 10% inflacije. Ja, to vse skupaj je, gospode, malce nerazumno, da ravno v tem času najhujše, oziroma zelo hude draginje, inflacije, znižujemo plače ljudem in povečujemo hkrati tudi obremenitve gospodarstva. Veste, kako ne kupim tega, da je v volilnem času nekdo na znanem kraju v znanem času dejal, kaj me bo meni nižji davki, imel bom višjo plačo in ta denar bom lahko potem porabil za neumnosti. Ta trenutek
nižji davki pomenijo to, da ljudje imajo v denarnici več denarja in s tem denarjem absolutno lahko lažje prebrodijo mesec ob vse splošni draginji, ki ne pesti, poudarjam, ne pesti le Slovenijo, za katero ni kriva ne le prejšnja ali pa obstoječa vlada, ampak je plod močnih zunanjih vplivov in okoliščin. Torej, pri tem Nova Slovenija absolutno podaja roko, tudi v obliki pogovorov glede te davčne reforme. Poudarjam pa, da bi se morali malce drugače lotiti tega izziva. Na primer, v Nemčiji se je za reševanje tega izziva lotila vlada popolnoma drugače. Christian Lindner, finančni minister, je napovedal paket davčnih razbremenitev, razbremenitev za državljane v vrednosti 10 milijard evrov. Dejal je, da ni pravično, citiram, da ni pravično, da bi v času, ko se vse draži, ljudje plačevali še više davke. Pa dajmo enako narediti v Sloveniji. In dajmo ljudem pomagati, da prebrodijo te težke čase, vse splošne draginje. Torej, v Novi Sloveniji menimo, da bi res morala vlada slediti predlogom nemške vlade, nemškim zgledom. Splošno dohodninsko olajšavo in meje davčnih razredov bi v bistvu morala še dodatno zvišati, da bi torej vsaj ohranili standard ljudi, absolutno pa plač dohodku ljudi se ne sme zniževati. Še enkrat poudarjam, zaradi časa, v katerem se nahajamo. Ampak gledajte, da ne bomo le kritizirali. Smo v Novi Sloveniji pripravili tudi predloge in pripravljeni smo se z vladajočo koalicijo tudi o tem pogovarjati. 3 ključni predlogi, ki niso le kozmetični popravki, ampak predlogi. Vedno večja draginja absolutno terja, da se zniža DDV in v Novi Sloveniji podpiramo nižji DDV na energente. To bomo podprli. Nujno pa bi v zakonodajni paket morali vključiti še nižji DDV na ceno hrane. Predlagamo, da osnovna košarica bi imela 5% DDV. Nadalje bi absolutno vlada morala pripraviti paket ciljnih pomoči za socialno ranljive. Torej, za tiste, ki zaradi višjih cen ne morejo več priti skozi mesec. Namreč glede iz CSD-jev, iz humanitarnih in ostalih organizacij nam sporočajo, da se je v bistvu število prosilcev za denarno socialno pomoč skoraj podvojilo. V zadnjem obdobju skoraj podvojilo. In posebnost te krize, ki je pred nami, je zagotovo ta, da bo prizadela zlasti srednji sloj, ki v bistvu imajo prevelike prihodke, družinski proračun, da bi prišli ali do štipendij, do drugih pomoči in tako naprej. Ampak, glede na ceno elektrike, plina, ogrevanja in tako dalje, imajo vedno večje težave, da prebrodijo mesec. Torej, tiste, ki delajo, ki vsak dan hodijo v službo, zaradi vedno višjih cen pač ne morejo več priti skozi mesec in to v Novi Sloveniji mislimo, da pač terja jasen ukrep. Položnice so tu, zlasti začetek šolskega leta je prav tako tu in pomoč v obliki draginjskih dodatkov je zato tudi v tem primeru nujna. Kajte, glejte, za Novo Slovenijo nesprejemljivo, da delata oba starša, 4-članski družini, pa ne prideta skozi mesec in ne morata otrokom dati vsega, kar potrebujejo. In na tem mestu bi zaradi tega res morali v obliki draginjskih dodatkov narediti sistem pomoči, da bi v bistvu ravno ta srednji sloj, ljudi, ki vsak dan grejo v službo, ki vsak dan trdo delajo, da jih bi razbremenili. Torej, tretji ukrep se pa nanaša na gospodarstvo. Vlada bi morala pripraviti, in smo tukaj tudi mi pripravljeni sodelovati pri tem ukrepu, torej paket pomoči za spopad z višjimi cenami energentov za podjetja in gospodarstvo. Vejte, lepo je, da pomagamo ljudem v obliki draginjskih dodatkov. Prav je tako. Tudi, da cene elektrike imamo regulirane. Prav je to, podpiramo.
Ampak kaj pomaga, če ne pomagamo gospodarstvu in bodo te isti ljudje, ki imajo cene elektrike regulirane, zaradi visokih cen elektrike v gospodarstvu, bili ob službe. Nekateri nam govorijo, podjetniki nam sporočajo, da se recimo terminske pogodbe za leto 2024 4-kratnik, 5-kratnik, 6-kratnik cen glede na leto 2022. Torej, podjetja v tem trenutku res podpisujejo letne pogodbe za dobave energentov za prihodnje leto in pripravljajo poslovne načrte. Zaradi tega jim je treba ta trenutek iti nasproti in povedati, na kakšen način bomo pomagali, na kakšen način mora vlada pristopiti zraven, kajti stroški energentov se bodo v bilancah nekaterih podjetjih, kot sem že dejal, povečali tudi za 6-krat. In če vlada ne bo ponudila učinkovitega predloga, učinkovitega odgovora na izjemno rast energentov tudi za podjetja, lahko žal pričakujemo plaz tečajev, plaz odpuščanj in ta situacija, ta trenutek tudi resna in terja odločne, predvsem pa hitre odgovore. Zaradi tega v Novi Sloveniji prihajamo s predlogom in predlagamo, da se podjetjem stroške energentov subvencionira v višini 70% dviga glede na povprečno porabo v preteklih 2 letih. To je v bistvu način, da zlasti energetsko intenzivna podjetja, ki mimogrede zaposlujejo veliko število ljudi, govorimo o Talumu, v bistvu posredno v državni lasti, govorimo lahko o železarnah, od CIA naprej, o steklarnah, o papirnicah. Se tem podjetjem, zlasti tem, ki porabijo veliko električne energije in zaposlujejo tudi veliko število ljudi, da se nekako priskoči res na pomoč. Ne le tem, vsem, ampak potrebno je imeti v vidu tudi velike podjetja, velika konglomerate, ki zaposlujejo več tisoč ljudi, da ne bi se zgodil res plaz tečajev zaradi zaustavitve proizvodnje. Torej, tukaj moramo biti res izjemno pazljivi. Za konec še ena stvar, in sicer glede poslovnega okolja. Nesprejemljiva je debata, ki prihaja iz skrajno levega dela, poudarjam, iz skrajno levega dela vladajoče koalicije. In sicer opažamo, da se odnos do podjetništva in podjetja iz tega skrajnega levega dela koalicije, da se v bistvu še poslabšuje. Predvsem neprimerna se nam namreč zdi javna retorika, ki podjetnike, gospodarstvenike, uspešne delovne ljudi dobesedno javno kriminalizira. Zdaj, podjetnike se iz tega dela v javnosti prikazuje kot zlobne kapitaliste, ki le izkoriščajo delavce za neverjetne profitne. Zgodba pa je v večini primerov ravno nasprotna in jaz bom tukaj vzel bran. Dobra podjetja, tiste, ki kršijo pravila, je treba kaznovati in tej so bili tudi javno izpostavljeni. In tukaj pozivamo inšpekcijske službe, da jih kaznujejo, da se ta podjetja zaprejo, ne se delavce zaščiti. Ampak bom pa vzel bran 98% ostalih podjetij, ki so dobri delodajalci, ki se vsak dan v težkih razmerah borijo za delo za svoje delavce, ki pošteno plačujejo davke, ki so pošteni podjetniki. In jih vzamem res te ljudi v bran, ki celo življenje, vse prihranke, vse premoženje namenijo za razvoj tega podjetja. In res Sloveniji zagotavljajo delovna mesta in plače. Želim si, da zagotavljajo še boljše plače, želim si, da zagotavljajo dobre pogoje. In nenazadnje s svojimi davki in prispevki omogočajo delovanje slovenske državne blaginje. Nekaj dobrega za vse. In tudi sicer v moji stranki menimo, da moramo kot družba spremeniti odnos do svobodne podjetniške pobude in podjetnikov. In se pravi, zlasti v učinkovitih inšpekcijskih postopkih moramo morebitne odklone in kršitve seveda ostro sankcionirati. In tukaj ste tudi mediji. In hvala tudi medijem, da te primere izpostavljate in da te primere absolutno odkrivate. Če zamočijo inšpekcijske službe, je prav, da imamo tukaj, bom rekel, medijsko krajino, se te primere izpostavi in se te stvari bodoče ne počnejo več, kar smo bili priča v zadnjem času, zlasti v 2 primerih.
Ampak tisti podjetniki, ki pa delajo pošteno in trdo, pa si zaslužijo najvišje, bom rekel, družbeno priznanje. Si zaslužijo plaketo, posebno priznanje. Torej, vse, kar od države te ljudje tak zahtevajo, je, da jim od njihovega dela ostane čim več in da ustvarimo v bistvu spodbudno podjetniško okolje z manj birokracije in delujočim tudi sodnim sistemom.